Damjan je rekel, da moramo začeti in da moramo hitro začeti. Če ne bomo predolgi. Tako da, spoštovane seminaristke, seminaristi, spoštovani gospod predstojnik Centra za slovenščino kot drugi jezik, spoštovana predstojnica, je tukaj, mena smo le, je, tam zgoraj se je skrila. Tako, dragi kolegi, danes moramo zaključiti. Torej, zapreti seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Mislim, da smo se 2 tedna sorazmerno dobro izogibali raznim preveč bolečim temam slovenske državnosti in naroda. Bi pa za konec mogoče malo spregovorili, tam bom v teh dobrih 5 minutah, odprl temo odprtosti. Odprtost Slovenci se dostikrat imamo za zaprte. Tako da zaprtja naj nam bila potem v veselje. Ampak dejstvo je tudi, da smo Slovenci zelo gostoljubni. In prav gotovo, če smo gostoljubni, potem smo očitno tudi odprti. To, da bi kdo od hiše odšel lačen in žejen, se na Slovenskem redko zgodi, vsaj v Prekmurju, kot je zadnjič izpostavil en stand-up komik na Gorenjskem in je govoril o Gorenjski, se je v Sloveniji na Slovenskem zredil. Vsem posod smo ponujali kremšnito in tako naprej potico in je moral vse pojesti. Tako da tu mislim, da odprtost slovenska jo mogoče moramo samo najti, odkriti in pri tem nam pomagate vi, seminaristi, se pravi kolegi, ki prihajate z različnih krajev sveta, se pravi, če gremo tako samo do najbolj oddaljenih, bomo šel, najprej smo pri zamejstvu, to je najbližje, potem po vseh evropskih državah in naprej potem gremo do Buenos Airesa in Pekinga, če naštejem teh, ki ste danes tudi tukaj, oziroma v teh tednih bili tukaj. Gostoljubnosti pa gre zraven tudi prijaznost. Te včasih manjka, sicer ne samo na Slovenskem, tudi kje druge. Prijaznost pa izpostavljam zaradi tega, da včasih, če si preveč prijazen, že mislijo, da ni treba biti do tebe prijazen. In to prijaznost, mislim, da vsaj jaz sem vedno na seminarjih od vas dobil, tudi od Slovencev, da ne bo tu tukaj nekaj ročnice, tako da je bilo tu eno pozitivno vzdušje in prijaznost je bilo redno zelo dosti. Zato vam hvala, hvala dragi seminaristi, hvala dragi kolegi, predavatelji, lektorji, učitelji, bom tako pravilno rekel, torej učitelji, kasneje nas bo Damjan vse poimenoval tudi poimensko. Hvala, dragi asistenti, in hvala skratka vsem, ki ste bili ta 2 tedna ena velika seminarska družina. Upam, da smo bili srečna družina. Glede sreče bi samo eno stvar izpostavil. Mnogi težijo k absolutni sreči, a če si srečen, si pač srečen. Tu moram poudariti, da in tudi, ko si v nebesih, si v nebesih. Ni nivoje v nebesi, moram poudariti, da tu se je Dante zmotil. Ko si srečen, si pač srečen. Hvala vam za ta 2 tedna nebes v tej peklenski vročini. Hvala Bogu pa smo šli v Postojno, v Piran, v slovenski raj pod zemljo, na zemlji in tudi v morju. Bili smo v morju, dobro, jaz sem samo do kolen pomočil, ker sem se bal, da bo tuš, da ne bo tuša, ne razum. Daj, bomo šli malo spet na morje. Kako? Ali zato, ker je bil na betonu? Ne, to ne. Tega se ne bi. Ja, bo bilo, ampak, dobro, recimo, tudi nemško. O radencih in radenskih ter nemških turistih ne bi preveč razpredal. Tako da ne, pozitivno, absolutno. To je samo hec. Moramo pa na koncu, skratka, začeti na začetku, torej končati z začetkom. Zato vabim kolega Matjaža Rebolja, da malo doda še k tej naslovnici, tej majčki, ki nosi lipov list,
ki je simbol slovenstva, kot ste včeraj tudi slišali pri profesorici Popovi, tudi ironizirali so ta slovenski lik, lipo zelenelo in tako naprej, naši pesniki. Tako da tu je pa pripravil kolega Matjaž Rebolj z našo, no pa to vse. Predstavljam sveti predmet tega seminarja in upam, da vseh ostalih, ker je to začetek stoletne tradicije, začela se je v 51. letu, smo malo drugačni kot vsi ostali. List je original tega, ki je na majicah in na vseh dokumentih. Zato si je arhitektka želela, da bi ostal v večen spomin, da bi bila pa zadeva še toliko bolj avtentična, je pa okvir, ki je bil sicer v začetku kupljen kot ena kitajska zadeva, sem ga naredil jaz iz 100-letne lipe, pošteto do zadnje letnice, recimo plus minus 10. Tako da je 100-letnica v okviru že, tak ki čaka seminar. Izdelava je napol ročna, to se v zakonu mogoče tudi malo šli. Zadaj je certifikat, ki bo našim znancem, torej pri vsaj 100. seminarju, pojasnil vse, kar je potrebno. Torej so vsi podatki, kdo je predstavil, torej Metka Žirovnik in jaz in lastnoročnimi podpisi garantirava, da so vsi podatki točni. Torej, kot rečeno, samo šipa je neznanega, vse ostalo je pa 100% autentično slovensko. Tudi končali, ampak ne bomo, ker ste se preveč trudili, vi pa na koncu se še zahvali tistima dvema, ki ste največ trpela, sodelovala v teh 2 tednih in prej. Najprej doktorici Mojci Nidorfer-Šiškovič in seveda Damjanu Huberju, doktorju Damjanu Huberju. To vedno me krega, zakaj izpostavljam to pač Damjanu. Skratka, dela se dovolj. Damjanu oziroma vsem vam. Nadaljujemo oziroma končujemo s tistim, s čimer smo začeli z vami. Vi ste najpomembnejši del te prireditve, zato se nam boste predstavili. Začetna skupina 1, vodila jo je lektorica Maja Rančigaj. Mislim, da imate pripravljeno stvar, tako da vas vse skupaj lepo vabim naprej. Vremenska napoved za Slovenijo. Pred nami je topel dan, pred nami je lep vikend. V soboto in nedeljo bo po celi državi zelo vroče. Temperature bodo od 24 do 38 stopinj Celzija. Zjutraj bo v vzhodni Sloveniji vreme oblačno. Temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Na severu bodo mogoče tudi padavine.
kje pa bodo večeri ponehali. Samo v južnem delu države je po noči pojavile nevihte. V Ljubljani bo v soboto in nedeljo sončno. Ne pozabite na zaščito pred soncem. Vikend bo najbolje preživeti na Primorskem. Toplo bo, ampak ob vetru seveda bodo visoke temperature v Snovje. Morje bo imelo 27 stopinj. Tako vzemite iz omar svoje kupalke in skočite v vodo. Ne samo po Sloveniji, tudi v sosednjih državah bo zelo vroče. Pije veliko vode. Na mejnih prehodih so možni zastoji in kolone, ker so v Ljubljani končuje seminar slovenskega. In študenti slovenščino se bodo odpravili domov na vse konce sveta in Evrope. Če se odpravljate na pot, previdno in uživajte v tem vročem in sončnem vremenu. Maja, lepo prosim, če pride še za trenutek. Hvala lepa. Začetno skupino 2 je vodila lektorica magistra Jutta Lokar. Mi smo dolgo premišljevali, pravzaprav od ponedeljka 6. julija naprej, kako bi zaključili naše druženje. Po vseh mogočih idejah smo se odločili, da vam predstavimo nekaj zelo resnega, del iz evropske in iz slovenske zgodovine. Ampak za začetek prosim opozorilo. Zgodba ne sledi nujno zgodovinskim dejstvom. Uživajte, ampak samo trenutek. Ne, Torej, kot vidite, pražen krompir, vse se nam je kar precej časa vrtelo okrog tega. Tehnični motnje. Vse se je začelo s praženim krompirjem. Nekoč je cesar Franc Jožef z družino prišel na počitnice v Ljubljano. Ali se je cesar, njegova žena Sisi, nekega dne je princeska hudo zbolela. Cesarja in cesarico je zelo skrbelo za njo. Franc Jožef je lotil svoje podložnike. Prosim, pomagaj! Denar je ljubav, hčerka
je hotel pomagati princesi. V gradu je živela klovnesa, ki je rekla: Princesa, mogoče bi jim pomagala šale. Šale niso pomagale. Je pa v gradu živel tudi grajski vrtnar. Ko je slišal za princesino bolezen, je rekel cesarjevi kuharici: Tukaj je naš najboljši domač krompir. Njega pražim krompir. A bo pomagal, da bomo najboljše zdravino. Tako najboljše znam. Cesarjeva kuharica je pražen krompir odnesla princesi in rekla: Hitro ga poješi. Princesa je naredila križjaj in rekla: Zdaj budijo. Naenkrat mi je dobro. Pražen krompir je res kralj. Cesar in cesarica bila sta presenečena in zelo vesela, ko sta videla, da je hčerka spet zdrava. Poklicala sta grajskega vrtnarja in mu za nagrado dala lepo debelo kokoš. Cesar je rekel: Vzemi to kokoš. Zdaj je tvoja domovina. Tako smo že pri začetni skupini 3, ki jo je vodila Tjaša Lorbek. Izvolite. Jaz bi rada pohvalila svojo skupino, ker so naredili, mi bomo tudi predstavili en filmček, ki smo naredili popolnoma sami, brez moje pomoči, tako da si ga bomo kar pogledali. Ljubljana je pekna. Ljubljana, you are beautiful. Ljubljana bi njej. Ljubljana, ti si krasna. Ljubljana je harna. Ljubljana, da sem inčetina. Ljubljana je moj. Ljubljana je škepka.
ena je vodila lektorica Tina Jugovič, ampak pravijo, da se bodo predstavili na koncu. Jaz bi se pa njej vseeno zahvalil. Dobro, nadaljujemo, nadaljevalna skupina 2, lektorica Magda Lojc. Mi ne zaupamo tehnologiji, zato bomo v mesu in krvi nastopili. Ko smo prišli, je bilo peklensko uroče. V ponedeljek smo se vsi dobili pri Cankarjevem domu. Jaz ne. Med tečajem smo trpeli zaradi slovnice, se smejali o konversaciji in odkrivali lepote Ljubljane. Kljub vroči. Bilo je zelo zanimivo, zato nič ne krepeni podobno. Kljub vročini. Večkrat smo šli na izlet in se na zabavah govorili s pivom in vinom. Zaradi vročine. Jaz ne. Zjutraj smo se polni energije vračali v razred. Kljub vročini. Kava nam je vsem zelo pomagala. Meni ne. V torek sem šla gledat čudovito baletno predstavo. Mi pa ne. Enkrat sem videl Štajerca, ki je plaval v Ljubljanici. Jaz pa ne. Vsak dan smo izvedeli kaj novega. Tudi jaz. Iz Ljubljane se bomo odpeljali z lepimi spomini in z nasmehom. Krepenali bomo po Ljubljani in po vročini. Po Ljubljani ja, po vročini jaz ne bom. Mi smo skupina Papa Farič. Kako smo dobili to ime? Jaz sem Katarina iz Poljske. Jaz sem Ana iz Avstrije. Adam iz Polske. Vanessa iz Avstrije. Samuel iz Francije. Oskar iz Avstrije. Ruksandra iz Romunije. Nikol iz Italije. Tereza iz Češke. Drvimo naprej, nadaljevalna skupina 3, vodila jo je lektorica Ivana Petric-Lasnik. Mi si bomo malo pomagali s tehnologijo. Imamo zvok na ključku, ki se mu reče neprebojni ključek. V nadaljevalni skupini 3 smo delali ogromno stvari, med drugim, ker so tako zelo dobri študentje, so se poskusili tudi v prevajanju. Zdaj bom pa jaz naprej urejala, hvala Danja. Med drugim so se poskusili tudi v prevajanju in tako vam bodo pokazali, iz katerih držav prihajajo. Smo pripravljeni? Ko bom velik, bom Janko, Janko za metke,
vsake napake, isti, ki zna. Wenn ich groß bin, werde ich Hensler. Hensler für Gretchen. Freund ohne jeglichen Fehler, der was kann. Od kod smo? In padla boš name, od tvojih od drugih. Drugi so brali na avto, na črnega psa. E ti innamorerai di me come tante altre. Ti innamorerai della mia macchina. Del carabiniero e della fossetta nella barba. Od kod smo? Bravo! In ti boš čakala na moje ustnice, na moje mišice, na moje božanje. A ty budeš čakať na moje pery, na moje svaly, na moje hladkanie. Od kod smo? Slovaška. Ti boš sanjala, kako se ljubila, po tebi palmami, petkrat na dan. I ty, Češ sanjati, kako se ljubimo, ispod tripavame 5 puta na dan. Od kod smo? Ali iz Bosne, ali iz Srbije, ali... Ker jaz sem ti in jaz sem Bog, struca punce. Ker jaz sem ti in jaz sem Bog, struca punce. Mert én vagyok aki, és én vagyok akkor méreg a lány. Žal mi je tukaj, ne bo ti uspelo. Zgubila boš pametne dolžnosti, notranjimi. Шкода мені, дівчино, що ти не встигнеш, бо втратиш ти голову, невинність і внутрішній світ. Predobri ste že vsi. Zdaj nimam več časa, zdaj nimam več ovcev. Kliče me tisoč nestrpnih zaljubljenih src. Nie mam już więcej czasu, nie mam już więcej chusteczek. Wołam więc 1000 niecierpliwych i zakochanych serc. Polska! In ker smo seveda vsi malo zdaj tudi iz Slovenije. In ti boš čakala na moje ustnice, na moje mišice, na moje božanje. In ti boš sanjala, kako se ljubiva, pod tremi palmami, petkrat na dan. Ker jaz sem ti in jaz sem Bog, struca punce. Ker jaz sem ti in jaz sem Bog, struca punce. Hvala, nadaljevalniki. Neprebojni ključek je zelo pomembno vzeti s seboj nazaj domov, ne? Dobro, smo že pri izpopolnjevalnih skupinah. Izpopolnjevalno splošno je vloga magica Bojana Todorović.
Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci naše redne oddaje Študiramo slovenščino. Danes boste vidjeli kako se najbolje naučiti dvojino. Raziskava med tujimi študenti slovenščine je pokazala, da ima 98% študentov težave z dvojino. Zato smo vprašali ostala 2%, to je študente iz izpopolnjevalne splošne na Filofaksu v Ljubljani, kakšne so njihove izkušnje z dvojino. Najprej pogledajmo v kavarno. Kaj bova danes delala, dragi Valentinček? Lahko bi šla na Šmarno gor in si privoščila najmanj brniški. Jaz bi predlagala, da greva raje v kino. Dobro, Julička, kakor ti želiš. Pazite, ona dva se poljublja ta. O čem se pogovarjata ti dve punci tukaj? Živijo, Alenka. Živijo. Ali bi mogoče spili 2 deci vina? Ja, zakaj pa ne? Kje je natakar, da bi naročil? Dobar dan. Dobar dan. Kaj boste pili? Hočemo 2 kozarca vina. Ali koga čakata? Kaj? Ne razumemo. Prosim vas, porabite dvojino. Me 2 počeva. Kakšne težave se lahko zgodijo doma? Živijo, mama. Doma sem. Kje si bila tako dolgo? Bila sva v kavarni. Bila sva? S kom? A bi mi rada koga predstavila? Ne, prekleta dvojina. Seveda, bili so pa tam s kolegico. S kolegico, aha. In zaključni nasvet, če imate težave z dvojino, lahko odgovorite na naš oglas. Iščem nekoga za intenzivno ukvarjanje z dvojino. Lahko preživljava dneve dvoje. Podiva na romantične večerje in jeva špagete kot dama in kot pijeva kokto s 2 slamcama, igrava tenis, ker to gre samo v dvoje. Lahko se tudi naučiva voziti tandem, da bi vedno bila skupaj. Imela bova lepo življenje, samo midva.
ampak moji so bili super. Naslednja skupina je izpopolnjevalna literarna. Vodila jo je doktorica Urška Perenič. Ne vem, ali imajo kaj pripravljeno? Nimate. Ne, jaz bi rada povedala, da smo zelo uživali v vaših predstavitvah. Mi pa bomo prizanesli, ploskali smo vam, tako da hvala, ker smo Izpopolnjevalna jezikoslovna skupina, vodila jo je doktorica Nataša Hribar. Izvolite se predstaviti. Damjan je na začetnem sestanku lektorjem rekel, vključujte našo temo v svoje predavanje. Mi smo to resno vzeli. Tudi na predstavitvi si nismo drznili, da ne bi naše države in naroda vključili. Tako da bomo nekaj zapeli, imate pa besedilo in lahko pojete zraven. Se praktično zdravej. Bondašo nam leženo, doživlja slovenski svet. Zadev se, kar nas je, silno slovenske matere, slovenske matere. Žatne ložice. In take je mladenke, ko zdržne trgvideke. Zdaj si dol, zarodno, zlato zrake dani, zlato zrake dani sol. Da so rekli, da pridejo drugo leto na izpopolnjevanje. Zdaj se pa vračamo. Nadaljevalna skupina 1 se nam je predstavila. Kot češnjica na koncu prihaja izpopolnjevalna 1, kaj kuj. A lahko lučko gasnete? Katero je luč? Vse. Vse? To? Probaj.
nepovratni, neponovljivi kot vsako leto. Ovekovečili vas bomo, snemalec snema in bo to tudi seveda na naši spletni strani objavljeno. Zdaj si bomo pogledali nekaj utrinkov tudi z naše strani, kako smo vas videli, kako ste se videli skozi fotografske oči. Podlaga bo pa včerajšnja oziroma mislim, da vsaj dve pesmi včerajšnjega benda, ki je igral zvečer, pa predvsem za tiste, ki niste bili, da boste slišali, kaj ste zanimivi. Končno je naslov njihovega CD-ja.
naj samo omenim vse te fotografije, ki smo jih zdaj videli, seveda na naši spletni strani. In še več, to je samo 1/4, 1/5 fotografij, ki si jih boste lahko pogledali. In sicer tam, kjer ste se tudi prijavljali, 51. seminar in tako, tukaj jih imate čez 400-450. In na tem mestu bo potem objavljen bo tudi ta filmček iz te prireditve, pa še en filmček, ki ga bodo pokazali pa asistenti, ki se jim pa najlepše zahvaljujem za vso skrb, ki so jo naredili, ki so jo pač bili, kaj naj rečem, ki so jo izkazali, hvala lepa, do vas, udeležencev, do nas organizatorjev, lektorjev, predavateljev in tako naprej. Hvala, vidite.
ste pravi. Dobri ste. Hvala lepa. Kje smo ostali? Solza. Skoraj vse smo že omenili. To nas je večina organizatorjev, lektorjev, asistentov, tistih, ki so vodili konverzacije in tistih, ki je vodil fonetiko. Zato vabim, da se mi tukaj pridružijo še ti, Barbara, Jerneja in pa Martin. Študentka, izkušena lektorica, zato so se lahko nekateri od teh, ki so vodile konverzacijo študentsko, tudi učili od njih, zato jo vabim, da pride tudi ona. Oziroma najprej gremo po vrsti, imam še nekaj ljudi na repertoarju. Najprej bi se še lepo zahvalil tudi preostalim kolegom z Centra za slovenščino, kot drugi tvoj jezik, Mojca, Mateja, je še kdo od teh tukaj, ki so sodelovali, ne, zato lepo prosim, da... Vsakodnevni fotograf, Matjaž Rebolj. Tako, in ne nazadnje seveda vodja knjižnice, ki vas je vsak dan vodila po lepo pripravljeni razstavi v predavalnici 116, gospa Anka Solner-Perdik. Mislim, da smo, ne? A smo koga pozabili? Nismo, ne? V redu. To smo bili mi vsi. Na koncu bi mogoče za nekaj sekund še predstavil en filmček, ki ga je prav tako naredila Žuža kot prejšnjega. Vas pa prosim, da iščete napake. Za nalašč je bilo tako narejeno. Tam, aha. Ne vem, če bo šlo.
in dosti ti vežele čas. Ježišky, šekajo sportera, a ušišky, šekola. Ježišky, šekajo sportera, a ušišky, šekola. O praznik, o delovnih dneh, o zimskih poletnih nočeh, na vsakem koncu mesta se zdi, da ni bolj radovednih ljudi. Je v Mostah čekajo sportera, a Mostah šekola. Je v Mostah čekajo sportera, a Mostah šekola. Prijatelj včasih nas premaga noč in vsak to drugi rad preskusi moč. Enotni bomo že naslednji dan, zdaj tokrat vsak na svojo stran. Je v templu šekajo sportera, a v templu še kdo da. Je v templu šekajo sportera, a v templu še kdo da.
Tako, zdaj je pa res čas, da končamo ta naš dolgi, vroči seminar in zato prosim našega predstojnika, profesorja Marka Stabeja, da to naredi. Seminar je naš najstarejši mladenič na centru od vseh programov. In starejši, ko je, nekako mlajši je videti. Jaz ne vem, kako je to možno. Po eni strani je to seveda možno zaradi zagnane ekipe, po drugi strani pa zaradi vas, ki prinesete res veliko energije, pa zaradi raznih takih mladeničev, kot je recimo, kot je recimo Damjan Huber. Preveč nerodno, da se malo premalo ceni, ampak to je po drugi strani zelo v redu. Brez Damjana dejansko seminarja pravzaprav v taki obliki ne bi bilo. Če bi on vrgel puško v koruzo pred 3 leti, bi vas bilo tukaj približno 20. Ker so nam, bi rekel, zagrenili življenje z raznimi strani vse. Drug mladenič, ki je nekoliko zrelejši mladenič, ki je zadnji 2 leti vodil tole seminarsko varko skozi izbor tem in nasplošno uglaševanje, je kolega profesor dr. Ivada. Predaja žezlo naslednji predsednici, profesorici Alojziji Zupan Sosič. Zdaj pa sklepno dejanje pravzaprav. 51. seminar je mrtev. Naj živi 52. seminar.